Benjamin, smo v Domžalah, na igrišču, kjer si nazadnje treniral in igral pred prestopom v Avstrijo. Kako se ti spominjaš tega kadetskega obdobja? Kaj ti je ostalo v najlepšem spominu? Kaj ti je bilo najbolj všeč tukaj v Domžalah? Ja, prvo kot prvo bom tako povedal, da dejansko samo druženje s fanti mi je bilo v bistvu vsak trening, ko so se videli, je bilo tista pozitivna energija, tisto veselje iti na trening, oziroma ko sem čakal trening cel dan, je bilo, bom rekel, težka stvar za mene, zato ker itak najrajši imam nogomet, kar je v bistvu logično, ne. In pač najbolj se v bistvu tega spominjam, tega druženja, ko smo se zabavali, sploh ko smo igrali, smo med sabo, to je bilo v bistvu nekaj najboljšega. Sploh če seveda trener omejil dotike, v bistvu še bolj zato, ker pač si bil res, da si nekje na ulici tam in sam igraš in pokažeš, kar lahko, ne. Pa tudi bom rekel, da s trenerjem smo se zmeraj vsi razumeli in v bistvu, kar hočem povedati, samo druženje je v bistvu najbolj več v spominu ostali in seveda na tem igrišču vsak gol, ki sem ga dal. Kaj bi pa kot mlad igralec, ki je, lahko dejansko rečemo, že uspel, svetoval mladim fantom, ki gredo po tvoji poti? Dejansko lahko rečem samo to, da fanti si morajo želeti igrati nogometa, mora biti želenje enega uspeha, si želeti vsak dan več, vsak trening pokazati več in več in kadar je najtežje, takrat morajo stisniti zobe in pokazati svojo tisto pravo plat. Ali so narediti za težke stvari ali preprosto odnehajo. Tako da point tega v bistvu je samo to, da ko je najtežje, je treba najbolj garati. Kako so ti pa v mlajših selekcijah tukaj pri nogometnem klubu Domžal pomagali, da si prišel do tako odmevnega prestopa? Kako si se takrat počutil? Sami trenerji, v bistvu, cel ta stav, ko bi rekel, ko so mi pomagali, v bistvu so mi dali to možnost, da sem lahko jaz prišel do tem, kar sem zdaj naredil, oziroma do kamor sem prišel. Je v bistvu samo zdaj, ker so zaupali vame, da so mi možnosti igrati in vedeli so, kaj lahko jaz naredim, tako da niso mi svojo kvaliteto dejansko ustavljali oziroma preprečili, da moram nekaj drugega delati. Tako da mislim, da to je največji ključ, da mi niso odmaknili mojih kvalitet, to bi lahko temu rekel. Kako si se pa takrat počutil, ko si izvedel, da boš prestopil po Red Bull Salzburg? Mislim, to je bila zelo velika stvar, jaz sem bil itak seveda zelo ponosen, zato ker sem vedel, da Red Bull Salzburg ne more kar vsak priti. Takrat sem bil res neverjetno vesel, zato ker sem bil, nekam lahko grem, lahko nagradim še svoj talent in v bistvu mogoče lahko postanem res odličen igralec v prihodnosti. Tako da občuti so bili seveda neverjetni, enostavno. Kakšen preskok pa je to, če bi pojasnil mogoče tistim, mladim, ki bodo tale intervju gledali, če primerjaš treninge v domovini, pa zdaj recimo treninge pri Red Bull Salzburgu? Ja, pri Salzburgu je seveda to še bolj intenzivno, kakor bi lahko gledali nekje drugje, zato ker iz čega izhaja Red Bull Salzburg, je iz presinga in tam je vsak trening, tam ni enega treninga, da bi lahko rekel, danes bo pa preprost trening. Enostavno tam je vsak dan trening, moraš garati za svoje mesto, moraš sprintati za žogo, moraš vzeti žogo, ker to je to Red Bull v bistvu krasi, ne. In s tem, koliko se ti boriš, pokažeš drugim, da si zaslužiš igrati in glede treningov se pozna zelo velika razlika. Naprimer, ko sem jaz prišel iz Domžal in sem naredil prvi trening tam, takrat sem si jaz prvič gležnjo zvil, kar je smešno, ampak hkrati žalostno, ampak enostavno, tukaj je bilo hitro, tukaj mi je bila glava počasna takrat, da jaz sem sprejel žogo, 3 igralci so bili okrog mene, naprimer. In ja, po času sem se to navadil, tako da zdaj je v redu, ampak sama hitrost treningov igre je drugačna. Kako pa kaj spremljaš Domžale, člansko moštvo, pa seveda svoje vrstnike? Tako, če sem pošten, bom rekel, da bolj spremljam zato, ker naprimer gledam Facebook in še kar followam Domžale in tako. Bolj videvam te od starejših dečkov, kadetov, mladincev, kdo je dal gol, zmeraj pogledam te posnetke, ki jih Domžale naredijo.
Za člane pa tako bom povedal, da nisem toliko v nekem kontaktu oziroma ne spremljam toliko. No. Tako da. Za konec pa, kako to, da si prišel na individualni trening ravno v Domžale? Ja, lepo je spet priti na mesto, kjer sem že bil, kjer sem zadel veliko golov, kjer sem se počutil res kot doma. In ja, zakaj ne priti nazaj, če lahko, tako bom rekel.